Pozdravljeni vsi skupaj, hvala vam, da ste prišli. Nekako odpiram, začenjamo drugo Revoltovo delovo odprto tribuno o skupnih alternativah za boljši jutri. Naš začetek je bil zelo uspešen, presenetljivo uspešen v Mariboru, v staniški prestolnici. Ljubljansko smo govorili v štajerskem okolju in pri tem nismo slišali niti ene same negativne besede, kar je dober znak, da se družba poenotlja. Še enkrat dobrodošli. Danes bomo govorili o podobnih temah kot v Mariboru z drugimi sogovorniki. Projekt nekako smo začeli sred decembra na delu, v bistvu so ga začela z Andrejem Miholičem. To je bil popoln refleks na in hkrati kasneje tudi refleksija v nekem trenutku na to, kar se je dogajalo na ulicah, na željo in moč po artikulaciji, po spremembah, po novem koraku v prihodnost. Očitno je postalo, da se nekaj bliža koncu in da je vseh aktivnih državljanih dolžnost in odgovornost, da sprožimo alternative. Za medije je to ponavadi dokaj neznačilno, vedno se nekako pogovarjajo o eni, drugi, tretji politični struji. Mi smo se nekako odločili, da bomo to presegali, da bomo v celoti tako rekoč lustrirano ignorirali stare mnenjske voditelje in ponudili prostor za artikulacijo, prostor za ustvarjanje novih idej, novim, ne nujno, seveda mladim piscem in piskam, razmišljujočim ljudem, ki jasno vidijo prihodnost, v njej razpravljajo in veliko bolj kot imajo mnenja in komentarje, imajo konstruktivne, konkretne predloge. Današnji pozno popoldne večer je namenjen točno temu, razpravi o prihodnosti, odprti razpravi, v kateri ste vsi, ki ste udeleženi, vsi, ki ste tu, absolutno vabljeni, vsakdo izmed nas je aktiven udeleženec in ima enako pravico glasovanja. Zgolj ta postavitev, da smo mi na odru in ne pomeni, da ste vi publika. Mi smo publika, vi ste publika, vi participirate in mi participiramo. V nekako dveh delih bo potekal današnjem pogovoru. V prvem delu bodo naši ključni štiri govorci, sociolog, kulturolog in član mreže za neposredno demokracijo Nikola Janović bo spregovoril o neposredni demokraciji kot politični alternativi, politolog in član Delavsko-Pankrske univerze Luka Mesec o demokratičnem socializmu kot drugačni poti iz krize, sociologinja kulture in komparativistka Ksenija Vidmar Horvat o odgovornosti nosilcev političnih funkcij in potrebi po menjavi elit, ter sociologinja Vesna Leskošek o dilemi, ali je socialna država civilizacijska pridobitev ali sidro razvoja. Pomembno je, vsakdo izmed govorcev bo verjetno govoril, ki bo dolg najmanj 5 pa največ 10 minut, konkretno predstavil, kako vidi to prihodnost. Potem pa za vsakim posebej predstavljenim govorom odprto temo predvidevamo in si želimo, da bi se začela aktivna debata o vsebini, v kateri, kot sem rekel, ste vsi vabljeni s svojimi posegi in mnenji. Potem pač v nekem trenutku bomo tako kot v Mariboru bomo mogli z Andrejem fizično prekiniti vsa ta mnenja, ki jih je ponavadi preveč. Ja, 20 minut do pol ure na vsako temo in potem dati besedo drugemu govorcu, ko se to v teh 4 krogih izteče, pa sledi odprta debata, dokler nas fizično ne odnesejo tu. Hvala. Pozdravljeni. Jaz bi sam še za naše gledalce, tiste, ki nas spremljate po internetu, bi mogoče dodal, da smo tam na spletu postavili en Twitter naslov, kamor lahko pošljete svoje predloge, ideje, pripombe in po pol v vašem imenu tiste izbrane izmed njih predstavil naš kolega Rok Kajzer, ki je tudi tukaj z nami. Tako da zdaj pa kar predlagam, da začnemo z Nikola Janovićem in neposredno demokracijo kot politična alternativa. Nikola, beseda je tvoja. Pozdravljeni. Sem prav vesel, da ste v takem številu se udeležili tega dogodka. Vnaprej sem upravičil, ker sem zbolel vmes in kašljem, tako da mogoče bo par prekinitev. Ja, pač to je tako. Všeč mi je to, kar je Boštjan takoj povedal, v bistvu, da smo vsi udeleženci debate enakopravni. In dejansko je že to ena oblika neposredne demokracije v praksi. Zdaj, nazaj sem vrnil pač v temu tekstiču kratkem, ki sem ga pripravil na to, ampak gre za to, da bomo poskušali to enakost prenesti v neko
politično alternativo in jo ponuditi tudi v naši državi. Ne. Zdaj, začel bi mogoče nazaj s protesti, ne, takrat, ko so se začeli. Ne. In ko se postavimo v nek položaj opazovalca, ne, tistega opazovalca, ki opazuje protestna dogajanja od zunaj, ne, v Sloveniji, ne, zaznam dve zadevi, ne, kateri protestne množice manifestira v bistvu kot zahtevi. Ne. Prva je bila tista okrog odstopa politične elite Janeza Janše, vlade in tako dalje. Ne. Druga zahteva je bila pa tista zahteva po več demokracije, ki se je v končni fazi artikulirala po zahtevi po več neposredne demokracije. Ne. Zdaj, odstop politične elite se je sicer zgodil deloma. Saj, kot kaže, del te politične elitve se poskuša danes še nekako artikulirati in ostati na oblasti. Skratka, težava je, da se leva in tako imenovana, ne samo desna politična elita, parlamentarna, še vedno trudi ostati in okupirati prostor oblasti. Ne. Dokler bo njihova okupacija prostora uspešna, ne, protestniško gibanje, tako kot se je vzpostavilo, mora dosledno ostajati pri svojih zahtevah. Ne, in to so zahteve po odstopu te elite in političnih spremembah samih. Kar pomeni, da v Sloveniji imamo eno situacijo, ki pove, da se ta naša kvazi politična elita noče samo omejiti. Ne. Zato se je tudi zgodilo protestniško gibanje, ki je večinoma zahtevalo politične spremembe v kontekstu demokratične države. In zahtevalo je več demokracije. Kar je pa interesantno, je to, da v bistvu večina zahtev referira na politiko in demokracijo, zelo malo je bilo pa tistih, ki so ob zahtevi po zamenjavi skorumpiranih politikov in funkcionarjev zahtevali tudi zamenjavo družbeno-ekonomskega sistema. Malo je bilo tistih, ki so neposredno izjavili smrt kapitalizmu, svoboda narodu. Očitno je, iz tega lahko sklepamo nekako, da je v Sloveniji največji problem nezadovoljstvo z delom političnih funkcionarjev, tako imenovanih upravljavcev države. Potem pa problem z demokracijo v praksi in nespoštovanju pravne države in zakonov. Iz teh protestniških zahtev bi lahko izoblikovali nek skupni imenovalec protestniških gibanj, ki je zahteval več demokracije. Istočasno pa se je postavilo vprašanje, kakšne demokracije. Odgovor na to vprašanje, če imamo danes v Sloveniji v veljavi neko predstavniško demokracijo, je bil potem več neposredne demokracije. In potem so se začeli vsi spraševati, kaj za vraga je neposredna demokracija. Na kratko bom povedal tisto, kar govorim že od samega začetka, da gre za učinkovito metodo, za inštrument. Kar pomeni, da je neposredna demokracija tisti inštrument za doseganje več demokracije, ampak ne tiste demokracije, ki zgolj temelji na inštitutu referenduma. Torej glasovanja in preglasovanja kot temeljne neposredno demokratične oblike, katero treba braniti pred ustavno spremembo danes. Če rečemo, da je neposredna demokracija inštrument, potem mislimo na način sprovajanja demokracije v prakso. Torej govorimo o participativnih oblikah, ki dajejo odgovor na vprašanje, kako ojačati civilno družbo in jo vključiti v politične procese soodločanja. Ti neposredno demokratični procesi temeljijo na komunikacijskih modelih, ki zagovarjajo medkomunikacijsko doseganje konsenza o določenih vprašanjih skozi javno razpravo, v kateri sodeluje zainteresirana civilna družba, stroka in politika, z namenom, da se vzpostavi deliberativni diskurs, torej oblika posvetovalne razprave in doseže konsenz med vsemi vpletenimi socialnimi partnerji. Mogoče se zdi zapleteno to, ampak
v praksi niti ni. Ne? Gre za oblike forumov. To je komunikacijskih pristopov, ki predvidevajo, da ima vsakdo pravico, da predlaga, sodeluje v razpravi, na koncu tudi voli in sodeluje v nadzoru in sprovajanju odločenega. Nujno pa je, da vsi vpleteni sodelujejo z namenom preseganja razlik in doseganja konsenzualnega dogovora, s katerim so lahko na koncu vsi zadovoljni. Torej, konkretno to pomeni, več demokracije je mogoče doseči na področju reforme političnega sistema z vpeljavo inštitutov politične neposredne demokracije na področju gospodarstva, pa z vpeljavo ekonomske neposredne demokracije. Če jih na kratko predstavim, tako kot v bistvu opredeljujemo v mreži za neposredno demokracijo in v neposredni demokraciji zdaj. Na političnem področju gre za učinkovit inštrument ljudske nezaupnice, ki bi nam omogočila odpoklic političnih funkcionarjev. Mislim, da je pred kratkim Državljanska lista neko pobudo dala v tej smeri. Postopek izglasovanja nezaupnice je zelo podoben referendumskem postopku. Skratka, določeno število ljudi ga mora predlagati, da se odpokliče politični funkcionar, če je odločitev sprejeta kvorumsko nad določenim pragom, torej odločitev vstopi v veljavo. Potem imamo referendumsko in ljudsko iniciativo, ki sta temeljna inštrumenta za neposredne demokracije. Vsekakor treba premisliti možnosti, da se strankam prepreči vlaganje referendumskih pobud preko Državnega zbora. Istočasno je treba preprečiti tudi zlorabo referenduma, predvsem kot načina onemogočanja sprovajanja človekovih pravic, naprimer do istospolne poroke, do biomedicinske oploditve samskih žensk, do posvajanja otrok strani istospolnih parov. Treba je uvesti, kot temu pravijo anglosaksonci, tista wage issues vprašanja. Ne? Na tista vprašanja, katera ne morejo biti več predmet referenduma. Odpraviti je pa tudi treba določene omejitve referenduma. Predvsem v tem smislu, da bi se mogli na referendum odločati tudi o evropskih zakonih, o davčnih stopnjah, o ratifikacijah določenih sporazumov. Seveda, predvsem tem je pa najprej treba vzpostaviti pravila igre. Naslednji inštrument neposredne demokracije so javne skupščine in zbori občanov. Veliko je skeptikov, ki pravijo, da to ne bi funkcioniralo v praksi. Navajajo, naprimer, odgovornost, nezmožnost konsenza, prezakomplicirano sprovajanje postopkov in tako dalje. Sam menim z vsebinskega pogleda, da večina demokratičnih odločitev mora priti skozi javno razpravo. Torej na lokalnih in mestnih ravneh morajo občanke in občani prevzeti aktivno vlogo. Zato je pa potrebno povečati pristojnost za civilno družbo. Z tehničnega pogleda mislim, da v majhnih občinah to ni problem. Le malo organizacije je potrebno, da se to sprovede v prakso. V večjih tudi ne. Na mestnih ravneh zadeva lahko funkcionira tudi preko občin oziroma lokalnih samouprav. Nekaj podobnega smo imeli v samoupravnem sistemu. Vse je delovalo preko lokalnih samoupravnih skupnosti, čemu so principirali naši starši in babice in detki. Ne. Res pa je, da je izgledalo, da smo na ravni družbe prerasli te modele, kar pomeni na občinskih in mestnih ravneh, naprimer v mestih, kot so Porto Alegre, Toronto, ki imajo po 1 milijon prebivalcev in več, pa tudi v Hamburgu, v določenih nemških deželah, je tudi to tehnično izvedljivo in je v praksi. V končni fazi bo to zelo bolj preprosto, tudi ko se uvede elektronska neposredna demokracija, ki bo z tehničnega vidika omogočila simplifikacijo in zelo neposredne postopke za funkcioniranje neposredne demokracije. Naslednji inštrument je participativni proračun. Tudi do njega so določeni skeptični, ki pravijo, kako bo na primer 200 tisoč Ljubljančanov sodelovalo v sprejemanju proračuna. Zgleda na neki ravni, da je to res težavno tehnično speljati. A v praksi je to že deluje. Ne? Prej sem navedel Porto Alegre, Toronto. Občani, v bistvu protokol je tak, da bi občani sodelovali v tistem delu na lokalni samoupravi, ko določa prioritete proračuna. Skratka, tam
da bi dajali predloge, kako naj se uporabi javni denar in v postopkih nadzora uporabe tega denarja. Seveda, spet postopke treba določiti. Ne? Kdo predlaga, kako se zbirajo predlogi, kdo procesira predloge, kako se nadzoruje in tako dalje. Ne? Referenčni glas na volitvah, ki omogoča, da se glasuje za listo, na kateri se daje prednost zgolj enemu konkretnemu kandidatu, je še en takih neposrednih inštrumentov. Na ravni ekonomske neposredne demokracije imamo pa druge prijeme. Po 100 in kusur letih pač neoliberalnega kapitalizma, oziroma, ko smo rekli prej, ortoliberalnega kapitalizma, ki se je izoblikoval, ki je sam izoblikoval to ekonomsko razmerje kapitalist, lastnik, mezni delavec, kasneje pa še v to hierarhijo dela vrnil razred menedžerjev, ki so delavce bolj stisnili z organizacijo dela in v imenu kapitala, je danes na začetku 21. stoletja čas za demokratizacijo odnosov lastnine in podrejenosti. Neposredna ekonomsko-politična demokracija zagotavlja te inštitute. Skratka, prvi je samo upravljanje podjetij, tako zasebnih kot javnih. V bistvu gre za to, da treba omogočiti delavcem, da postanejo soupravljavci podjetij, v katerih delajo. Njime treba tako kot na politični ravni dati možnost, da odločajo v ekonomskih procesih dela. In ne smejo biti zgolj mezni delavci kot v 19. stoletju. Soupravljanje predpostavlja obstoj delavskih in demokratičnih organov svetov delavcev, ki so organi soupravljanja v podjetjih. Delavski sveti so namenjeni temu, da v bistvu imajo določen pogled v delo podjetij, v katerih so zaposleni. Aktivno sodelujejo v njihovem upravljanju, tako kot občani in državljani v neposrednih demokratičnih procesih države. Tem solastništvo podjetij. Treba je spremeniti paradigmo mišljenja, kar pomeni, da niso delavci več strošek podjetja. Delavci niso le stroški podjetja, v katerih so zaposleni, tem so gonilna sila. In takšni, potem takem imajo pravico do solastništva v podjetjih. S tem seveda prevzamejo odgovornost za svoje delo in so bolj motivirani za uspeh podjetja. Po drugi strani takšno prestrukturiranje vpliva na samo spremembo modusa lastnine in od odnosa do kapitala ter dela samega. Spremembo tega statusa v soupravljavca in solastnika delavec tudi pridobi pravico do dobička. S tem pa se vgradi tudi varovalka v pogledu socialnih pravic, zdravstvenih in pokojninskih transferjev ter se stimulira samo delo. Skratka, to so zgolj osnovni modeli neposredne demokracije, ki bi jih lahko upeljali v prakso tudi jutri že. Zavedati se pa moramo, da je potreba sprememba političnega sistema. Ni dovolj zgolj njegova kozmetična korekcija. Skratka, postavlja se vprašanje, kako upeljati spremembe od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol. Delovati z pozicije civilne družbe, tako kot smo začeli na protestih in vztrajati v boju brez želje po oblasti, ali zastaviti klasični marksistički napor, dajmo se boriti za oblast in potem spremeniti sistem oziroma svet. Sam izbiram obe poti hkrati. Ne gre več za opozicijo ali. Potreba razmišljati skozi logiko in. Verjetno bi Lacan imel veliko o tem zapovedati, to se strinjam. Ne? Ampak ta pozicija pove, da ne smemo neposredno demokratično spremeniti zgolj politični sistem od zgoraj ali spodaj. Kajti, s tem bomo bolj malo naredili. Politične spremembe moramo začeti misliti skupaj, spremembo družbeno-ekonomskega sistema. Torej, moramo začeti delovati kot civilna družba od spodaj, seveda to tudi počnemo. Pri tem pa ne smemo zavračati možnosti, da se organiziramo kot politična sila, ki pretendira na prevzem oblasti iz istih razlogov kot civilna družba. Dvotirno delovanje, menim, bo najboljša izbira. Nujno je, da naše zahteve in probleme internacionaliziramo na vseh ravneh družbeno-političnega in ekonomskega boja. In vse to z namenom spremeniti sistem in upeljati nove oblike družbenega delovanja ekonomske in politične demokracije. V tem smislu... Nikola, jaz bi te dal sam malo na fast forward, če se da. Minuta.
V tem smislu boj za spremembe, pa tudi za oblast, iz perspektive civilne družbe in gibanj, ali neke organizirane politične sile, ki mora nastati kot protiutež današnji levi in desni ne politiki kapitala, je nujen. Ta nova sila, ki bo delovala, mora biti programsko leva politična formacija. Recite, je socialistična ali komunistična, ali kako drugače. Lahko je ne levo, ne desno. Samo kaj je to? Pomembno je, da bo zagovarjala antikapitalistično fronto v korist človeka, njegove pravice do dela, pravice do javne sociale in zavarovanja zdravstva in brezplačnega šolstva, da bo omogočala neposredne oblike demokracije, soupravljanja in solastništva na ekonomski in politični ravni, da bo imela le pozitiven odnos do sonaravnega in trajnostnega razvoja in da bo zavračala in obsojala vse nacionalizme, fašizme, seksizme, diskriminacije, takšne in drugačne, sovražne govore, ter da bo spoštovala vse človekove in netujljive pravice. Streljate z vprašanji, mnenji, komentarji, idejami, konstrukcija. Jaz bi se najprej zahvalil za tako izčrpno razlago, ne. Potem bi pa upozoril tukaj na nekaj, kar ste spregledali v celi zadevi, ne. Namreč cela teorija se zdi krasna, ne, v praksi pa ne bo delovala. Delovala ne bo zato, ker delovnih mest ni. Konc. Ni. Lahko si izmišljamo še tak sistem, ampak vsi ne bomo več imeli dela. Zakaj? Zato, ker so delovna mesta prevzeli roboti, robotizirane linije, stroji, na gradbiščih, recimo, ali pa v tekstilni industriji, recimo, ki jo pobližje poznam, ne, je razmerje danes 1:14. Ne? To se pravi, pred recimo 15 leti je delalo 14 ljudi, danes dela en človek, isto delo. Ne? Če vi pogledate po televizijske posnetke polnilnice piva nekje, ne? Pred 15 leti se je tam trlo ljudi, ki so nosili flaše, pa gajbe, pa tako naprej, danes ni živega človeka več tam. Ne? In tukaj mi lahko, torej moramo upoštevati pri tej naši viziji, ne, da delovnih mest ne bomo mogli z zraka potegniti. In jaz osebno vidim edino alternativo tukaj v skrajšanju delovnega časa. Ne. To pomeni, da skrajšamo delovni čas v celoti do penzije, ne na 65 let, ampak na 55, da mladi dobijo delo in da gremo na 4-dnevni ali pa 3-dnevni delovnik. Ne? In na tak način, le na tak način bi nekako premostili ta prehod, ne? Ker govorimo o prehodu družbe iz neke tovarniške proizvodne v popolnoma avtomatizirano proizvodno, ne? Kjer pač bojo ljudje imeli zmeri manj za delati, zmeri več za misliti recimo ali pa karkoli, pač ne vem. Ampak te načrte je treba temu prilagajati, ne? Ne se preveč opirati zdaj na neko preživelo socialistično zgodbo, ki smo jo več ali manj vsi okusili. Vse je bila luštna, fino smo se imeli, ne? Ampak tega je konc. Zaradi tega, ker ni več delovnih mest takih, kot smo jih bili navajeni.
Žal moram malo gospodu ugovarjati, ne? Zdaj ugovarjati na parih zadevah. Ne? Ko govorimo o nekih bodočih alternativah, tako kot je rekel Nikola, ne? V nekih starih časih bi pizdil do njim, da mi idejo krade in, ampak ker je soborstva že dva, ne? Prvo, alternativa ne bo sam ena. Ne? Drugo, ko razmišljamo za naprej, že včasih dobro dati oklepaj, ne pozabiti na kaj je bilo, ampak dati malo oklepaj. Ne? Določenih delovnih mest seveda ne bo, ne? Ampak recimo, če bi brali Richarda Seneta, ne, kar smo sociologi brali, ne, pojavljajo se neka nova delovna mesta. Ne? Pojavljajo se tudi potrebe po starih mojstrstvih. Ne? A veste, če se sprehajate po Ljubljani ali pa po Sloveniji, klinc, koliko pa imamo ljudi, ki se znajo s štukaturami ukvarjati? Ne? Koliko pa imamo v centralni Evropi ljudi, ki znajo dobro jedkati steklo? Ne? Kateri robot vam bo skuhal dobro joto? In tako naprej, in tako naprej. To, kar tulim zadnji mesec, samo oskrbo imamo 30%. Ne? Kandidat za ministra pravi, potrošniki sami ste krivi. Ne? Ja, klinac, kje pa naj kupim slovenske izdelke? Ne? A gremo mi v Padovo kupovati tisto ceneno žblerobo, ki nam jo predrago prodajajo? Ne? Mislim, skratka, prostora za neke nove oblike dela je ogromen. Ne? Seveda zdaj vprašanje, kako bo to delo plačano in tako naprej, ampak zakaj sem takoj planu po koncu? Dejansko zato, ker je treba malo bolj nekako odprto razmišljati. Hvala, sem to. Evo, med tem, da mikrofon prihaja gor, bom še povedal. Dejansko se strinjam s tem, kar je Franjo rekel, ne smemo tako črno gledati. Mislim, da je ravno čas, da zaženemo proizvodnjo. Ne. Dejansko, naprimer, na področju prehrane lahko veliko sami naredimo. Ne. Namesto da kupujemo v supermarketih, lahko ustanavljamo kooperative in zadruge. Ne. Se povežemo proizvajalci in kupci hrane. Ne. Kupujemo neposredno. Ne. S tem se zniža cena hrane in ni več posrednikov. Supermarketi nimajo več marže. Na drugi ravni, ne, isto, mi smo se našo proizvodno izselili, ne. Nimamo več velike posredovne v Sloveniji. Ne. Če pogledamo, kakšne so cene delovne sile po svetu, ne, naprimer iPhone, ne, Američani so zdaj že izračunali, da se jim ne splača več toliko na Kitajskem delati, ne, zaradi transporta in vsega, zato ker cena delovne sile na Kitajskem tudi raste, ne, bože delajo doma, ne. Skratka, zakaj ne bi mi najdeli rešitve za našo domačo proizvodno, ne, in pripeljali nazaj in začeli doma proizvajati tisto, kar lahko, ne. S tem odpremo delovna mesta, sistemske rešitve mora biti znižanje delovnega časa, seveda. Vrnitev proizvodnje. Ne vem, a bomo nacionalizirali Evropsko centralno banko, da nam začne investicijske kredite dajati? To je eno, ne, tako EBC posoja denar bankam, ki nam posojajo denar, ne, v velikih obrestnih merah. Skratka, to je tudi en od modelov, ne. Rabimo rešitve sistemske na finančni, gospodarski in družbeni ravni, ne. Ne smemo pozabiti, da rabimo močno socialno državo v tem smislu, ki je veliko brezposlenih, depriviranih socialno, ne. Moramo dati nazaj na tej ravni javno šolstvo, javno zdravstvo. Moramo vrniti, ker to je edina rešitev. S tem, da moramo svoje gospodarstvo vzpostaviti. Bilančno, plačati dolgove, vse vrniti, ampak vzpostaviti ne v smislu konkurenčne rasti, ampak trajnostnega in sonaravnega razvoja. Z ničelno rastjo, tako rekoč, kar je seveda nemogoče, ne. Lahko? Pardon, se pravičujem. Bi se strinjal s prvim govornikom, pa tudi z gospodom Trčkom, vsak po svoje, kakor se to mislim. Jaz osebno vem že približno 20 let, da v bistvu je cela robotizacija in avtomatizacija en velik rak rana dejansko celega človeštva kot taka in niti ne smemo preveč zanašati na njo v končni fazi, ker nas bo res deprimiralo vseh možnih oblik dela. Žal je pa celo tudi tako, ne, da v bistvu se tega zaveda tudi še marsikdo drugi, ne samo mi. In stvar je celo tako daleč laže, da v bistvu cel ta naš potrošniški sistem, v katerem mi danes živimo, je dejansko prilagojen točno temu. Namreč, vsi mi vemo, da mi, se pravim, že 20 let vemo, jaz osebno, da bi mi lahko večino dejansko delovnih intenzivnih procesov ali kakršnikoli drugih preselili na robotizacijo. Samo en problem nastane. Nastane problem v tem, da noben razen robotov ne more zaslužiti, oziroma lastnik robotov. In kot tak se sesuje cel ekonomski sistem in je boljše narediti recimo, ne vem, avto,
ki ima, ne vem, nek drugačen blatnik, malo drugačno tole, ki se pa mogoče malo bolj izplača narediti kljub samo z rokami in človeškim trudom in kot takim kot delom. Žal kljub vsemu, zaradi tega, ker cela človeška tendenca vedno temelji k višji gor, temu postopku ne moremo uiti. Imamo prej slej padli v tale problem. Prej slej. To tako je. To je cel svet na temu je definiran in žal mi temu sledimo, hočemo, nočemo. Edina stvar, ki jaz mislim, da je za nas važno, je tole, pa to bolj zaradi socioloških problemov, ker bistveno je, da človek je v kreativnem delu, v kakršnemkoli, fizičnem, če koplje jarka ali pa slika, vse če vseeno, karkoli. Da je v tem procesu vedno aktiven, ker če ni, bo padel v depresijo. In to je problem. In mi moramo se dejansko boriti za naslednjo stvar, da v bistvu, čeprav gremo v high-tech tehnologije, jaz sem zelo zavezan temu, to je moja manara taka drugače, ampak mi moramo obdržati proizvodnjo tako, da je kljub vsemu naredimo, zapakiramo in vlijemo, da noben drugi se ne more pomagati z njo. To je bistvo. Ko bomo pa enkrat to dosegli, bomo imeli pa vedno servisiranje nazaj. Namreč, spet se vrnem nazaj, že 20 let je jasno, obstajale boste praktično dve kaste, kar se tega tiče. Unika ustvarjajo, proizvajajo, si usmišljajo, izdelajo za to ustrezne robote in postopke in druga kasta, ki to servira. Vmes ni nobenega več. In to je to. Mi moramo pa samo to narediti, da znamo narediti stvar, si usmisliti, ne znanje prodajati škatlico, v kateri je znanje. To je vse. Lep pozdrav. Jaz bi pa sem to povedal, recimo, če pogledamo Avstrijo, ne, tam imajo tudi siguren robote, pa ni take brezposelnosti, recimo. To bi sem tak kratek. Mogoče bi sam jaz še izkoristil tukaj eno vprašanje, no, za Nikola, se mi zdi, da je dosti pomembno, pa mogoče ni bilo omenjeno. No. Neposredna demokracija, sama ideja zahteva aktivno participacijo državljanov. Zdaj vidimo, da so državljani postali bolj aktivni, ampak ali dovolj je prvo podvprašanje, recimo, in drugo podvprašanje, kako zagotavljati kontinuiteto te aktivnosti državljanov, obstajajo kakšne sistemske rešitve za to ali? Ne, nismo dovolj aktivni, ne. Ampak da vas potolažim, tudi v Švici niso, ne. Čeprav imajo neposredno demokracijo, ne. Pri njih je udeležba tam 25-30%, ne. Skratka, to je nek, kako je rekel, 30% je maks meja, ne, koliko se aktivno udeležujejo državljani v procesih demokratičnega oziroma političnega sistema, ne, odločanja, referendumov in tako dalje, ne. Bi bil vesel, ne, to so pač zdaj pokazali v Mariboru, ne, z urbanimi brazdami in z lokalnimi četrtimi, ne, da se da tudi pri nas v bistvu na lokalni ravni peljati samoorganizacijo in neposredno demokracijo. Ne. Ne vem, mogoče Franjo lahko več kaj pove o tem, ki je dosti upleten v te zadeve, ne. Ampak mislim, da je to začetek. Ne. Če bi posod v Sloveniji na lokalnih samoupravah, na lokalnih četrtih se lahko državljani, državljanke, prebivalci organizirali, samoorganizirali, pogovarjali o problemih, katere imajo, ne, čisto praktičnih življenjskih problemih in jih potem nekako prenesli na višjo raven skozi politične kanale, ne, institucije, predloge, predvsem predloge, ne, katere bi potem mogla stroka pretehtati skupaj z njimi in s politiki, ne, da bi dejansko začeli premikati stvari, ne, v pravi smeri. Seveda, ne, to je nemogoče, dokler nimamo pravil igre, ne, dokler nimamo zakonodajno urejeno določenih zadev. Ne. Nekaj obstaja ta temeljna ustavna pravica do neposredne demokracije, je bolj referendumska, obstaja tudi do peticije, pač to je pa v bistvu to, ne, v končni fazi. Ne. Skratka, če hočemo narediti spremembo sistema, boljši svet, moramo vzeti stvari v svoje roke, ne. In še aktivno naprej delovati.